Pozdravljeni, čas je za nogomet. Sliko smo v Ljubljani, kjer se bo kmalu začela prva tekma 5. kroga prve slovenske nogometne lige Telemark. V športnem parku Šiška oziroma na Žaku se bosta pomerila domači Bravo in Koper. Lepo se trdino tresel pritiska Maksa Barišiča. Stanković, Jakoslav Stanković v kazenski prostor. Tole je bilo blizu, ampak na golovi črti vendarle Janko Privec po strelu Mateja Poplatnika. Tole je Poplatnik, trenutno tretji najboljši strelec. Ampak vendarle je potem še dovolj hitro posredoval, da žoga ni s celotnim obsegom prečkala golove črte, podaja na Bede Osudžija. Bede Osudži ima priložnost in zgrešil je Nigerijec. Še tretja velika priložnost za Nigerica, tule je Bede Osudži. Omladič, lepo za Papaja, ta vrača Omladiču. Omladič, odličen poskus, brani Orbanič. Poigrana kombinacija Kopra. Šiškari so pozabili na Papaja. Slaba realizacija bi se jim lahko danes še kako maščevala. Korea. Barišič. Barišič podaja zunanjim delom stopala gol. Timothy Jankada, Koper vodi z 1:0. 41. minuta, zasluženo vodstvo Kanarčkov, ki so zadeli na 5. zaporedni prvenstveni tekmi. Izvrstna asistenca Maksa Barišiča, pravo mojstrstvo je tu pokazal. Timothy Jankada pa do svojega drugega zadetka v letošnji sezoni. Septembra leta 2014. Bori se Bede Osudži. Bede Osudži, Ruedel ima priložnost, gol! Ruedel, Koper vodi z 2:0. Zgolj 2 minuti v drugem polčasu sta minili in Andraž Ruedel, 19-letni krili napadalec, je prišel do drugega zadetka v letošnji sezoni in je zdaj tretji najboljši strelec lige. So bili skromni rezultati, krivda trenerja, velika napaka Štrausa, Mulak Husejnović ima priložnost, Mulak Husejnović za Osudžija, Bede Osudži, moral bi streljati, pa ni Barišič, Maks Barišič, pa Veštar Tičić, no in gol. Luka Veštar Tičić do svojega drugega gola v prvi slovenski nogometni ligi, Koper vodi s 3:0. Neverjetno, kakšna nesebičnost pri napadalcih Kopra, na koncu je smetano polizal Luka Veštar Tičić in poteptal upe Brava. Tekma je seveda odločena. Tule vidimo statistiko. Vse seveda jasno pogled. Aleš Arnolj, verjetno se strinjate, da je Koper danes zasluženo slavil, boljši je bil praktično v vseh elementih. Je bila to najslabša predstava Brava v tej sezoni? Ja, absolutno. Absolutno in se strinjam, Koper se je pokazal za izredno zrelo ekipo z visoko kvaliteto, ampak prav zaradi tega razloga v bistvu si sami v ekipi ne smemo dati opravičila, da smo bistveno slabši od nasprotnikov v skoku, v drugih žogah, v osvojenih duelih, ki v bistvu prevešajo tehtnico na stran nasprotnika. Seveda to ni vse, ampak to je osnova, ki v naši mladi ekipi nikoli ne sme manjkati. V trenutku, ko smo v tem slabši od nasprotnika, smo seveda v bolj podrejenem položaju. Dejstvo je pa tudi, da na nek način tudi dva prejeta zadetka, se pravi drugi in tretji prejeti zadetek, smo res storili napake, oba sta bila zelo na meji prekrška, da se je rezultatsko tekma hitreje zapeljala v smer, v katero
katero ne želimo. Se pa strinjam s tem, da smo v bistvu tekmo odigrali preslabo, ampak predvsem zamerim tiste čist najpreprostejše osnovne stvari, v katerih smo bili v prejšnjih tekmah zelo dobri in tudi zaradi tega prihajali do točke. Po pretem zadetku nekako ni bilo odgovora z vaše strani, tudi na klopi nekako niste imeli pravega džokerja, opravili ste 4 zamenjave, ampak kot rečeno odgovora ni bilo. Je to tudi nekako signal za vodilne može kluba, da pripeljejo še kakšno okrepitev? Ja, pa, lejte, kar se tiče okrepitev, smo s športnim direktorjem in z celotnim vodstvom smo enotni. Tako kot smo povedali pred prvenstvom, smo se zavedali, da bo štart v prvenstvo najzahtevnejša naloga za vse skupaj za nas, zato ker v bistvu bo kadrovanje zaključeno čisto ob koncu prestopnega roka. Ne bi se pa strinjal s tem, da ni bilo odgovora, nismo dosegli zadetka, ampak kar se pa tiče iz energetskega nivoja, iz hitrosti odigravanja, iz usmerjenosti proti naprej, smo pa v bistvu storili veliko dobrega, zmanjkal nam je pa res ta zaključek, malce sreče, pa malo več odločnosti, ampak odgovor fantov, ki so vstopili v igri, pa moram reči, da s tem pa sem zadovoljen danes. Naslednji teden vas čaka gostovanje ob Kamniški Bistrici. Kaj bo potrebno recimo spremeniti v primerjavi s to tekmo? Zgolj mislim, da spet ponovno nastaviti glave, dvigati osnove, ne plavati na oblakih, ampak v bistvu osvojiti svoj duel, dobiti svoj skok, boriti se za drugo žogo, v tem nasprotnika premagati, potem pa imamo postavljen temelj, da vse ostala nadgradnja v nogometu se lahko zgodi. Zoran Zeljković, iskrene čestitke za 3. zmago v letošnji sezoni. Če po tekmi z Muro nekako niste bili zadovoljni z odnosom, pa je verjetno danes povsem drugače. Ja, res je. Ponovadi v Sloveniji, ko zmaga še dober odnos, ko zgubi še slab, ampak fanti dobro vejo, o čem sem govoril. Danes mislim, da smo zasluženo zmagali. Tukaj dati 3 gole, držati ničlo ni lahko. Eno težko gostovanje, ampak moramo se po drugi strani zavedati, da je bilo veliko tudi slabih stvari in te stvari bomo mogli popravljati. Te slabe stvari so verjetno zaključki, kajti priložnosti je bilo res veliko, pa se nekako zdi, kot da so nogometaši še premalo sebični, ko pridejo pred gol. Ja, malo v zaključkih, bolj sem mislil na te izgubljene žoge, držanje žoge pod pritiskom. Verjamem, da smo mi sposobni to delati bolje, ne glede na visok pritisk nasprotnika in na tem bomo mogli veliko delati. Mark Španring po tekmi proti Kopru, katero ste izgubili z 0-3, je verjetno težko zbrati misli, besede, ampak kaj mislite, da je bilo tisto glavno, da je vse rezultat obrnil proti vam? Ja, mislim, danes nam ni šlo vse po načrtu. Mislim, da smo do prvega gola še nekako dobro stali, se branili, niso nekako enostavno prihajali do priložnosti, pa tisti prvi gol, ki nas je malo, smo izgubili glave po prvem golu in tako, no, težko smo zadrževali žoge, se enostavno povezali in potem se nam je rušila cela igra. V drugem polčasu prav tako je Koper vse do drugega gola dominiral. Kako ste videli vi drugi polčas? Ja, drugi polčas je tudi Koper nekako boljšo stopil, tako da, ne vem, tudi tisti drugi gol smo probali rešiti, pa se enostavno so oni prišli do tiste prve žoge in zabili. Tako da, pa smo pa nekako probavali, ampak nismo dobro prihajali do priložnosti in Koper posledično 3-0. Maks Barišić, iskrene čestitke za tole zmago v Ljubljani. Najprej vaša ocena celotnega obračuna. V prvem polčasu ste pritiskali, v drugem poleg gola v prvem polčasu pa ste dosegli še 2. Vaša ocena? Ja, vedno je lepo zmagati s 3-0, še posebej na tako težkem gostovanju tukaj proti Bravu. Dobro smo odigrali prvi polčas, ni bilo lahko, vedno je težko igrati proti njim. Ustvarjali smo šanse in na koncu mislim, da zasluženo zmagali. Maks Barišić je očitno, če gledamo tisto prvo asistenco za prvi zadetek, popolnoma nazaj. Kako se počutite? Ja, počutim se odlično, po dolgem času spet v recimo dobri formi. Vem, da vedno lahko boljšem, vedno bom stremel boljšemu, ampak to je lepa popotnica za naprej in še posebej z 9 pikami v 4 tekmah lahko dobimo veliko na samozavesti in nadaljujemo tako. Zdi se, da je energija prava v ekipi, še posebej tisti tretji zadetek je bil plod akcije vseh 3 napadalcev, ko je Večnar Tišić na to zadev. Ja, odlično smo si, mislim, brez nobene sebičnosti smo si podajali in uspeli priti v odlično šanso in nič treba nadaljevati tako in mislim, da bojo pol točke prihajale v Koper.